Omenil si večkrat, da je tvoja strast tudi prenašanje znanja nazaj na mlade generacije. Kaj je recimo tisto, ko ti zdaj pogledaš svojo kariero do danes, za nazaj, kaj je tisto, kar bi si želel, da bi se zgodilo pri tvojih mlajših letih? Absolutno, da bi bilo več spodbude recimo strani srednje šole ali pa mogoče kakšne lokalne organizacije, da bi bilo znano, da to, da se ti odločiš, da boš podjetnik, ne pomeni, da se ti nočeš učiti ali da ti nočeš delati ali da ti je delo smrdi, ali kakšne vse asociacije slišiš okrog tega, ampak da je to dejansko konkretna pot in da bi rad, oziroma da s tem tudi soustvarjaš več k družbi. Ti na koncu si tisti, ki zaposluješ ljudi, ti si tisti, ki prinašaš, veš, sredstva izven Slovenije v Slovenijo, da se davki potem tu plačujejo. Tako da, ja, če bi bilo, da bi lahko bilo več mentorjev, recimo, in to si jaz želim pri 40-ih konkretno, da bi lahko se vrnil nazaj na Ptuj in bil profesor podjetništva na svoji srednji šoli, da bi navduševal mlade nad podjetništvom, da bi jim pokazal, hej, it's okay, da se, samo glavo gor pa gas. Cool. Okay. Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moja kariera, kjer je danes z mano zanimiv gost, mlad podjetnik. Verjemite mi, se pravi, uspešnost njega in njegove ekipe, kjer zaposluje približno 25 oseb, se meri v finančnih rezultatih in sicer naslednjih. V dobrih 2 letih in pol so prišli do 2 milijona prometa, seveda v evrih. Tako da, Romano, lepo pozdravljen v moji družbi. Zdravo, me veseli. Hvala, da si se odzval povabilu. In povej mi to, kaj so v bistvu te osnovni, bom rekel, bili tvoji motivatorji, da si sploh se, bom rekel, zdaj pri svoji starosti lotil podjetništva, kaj tisto, ki te žene, tudi zdaj, praviš, 25 ljudi zaposluješ, ni to malo, vsak mesec zbrati ves ta denar, tudi velika odgovornost na drugi strani, hkrati pa tudi pri prometu 2 milijona evrov so tudi stranke v zadju, za katere imajo zagotovo visoke zahteve. Tako da... Absolutno. Motivatorji, jaz bom tako rekel, mene je celo življenje, že od srednje šole, kar se spomnim, me je zanimalo podjetništvo. Izhajam iz Ptuja, se pravi iz okolja, kjer je podjetništvo bilo nekako smatrano, ja, da ustanoviš firmo in imaš neko proizvodnjo in prodajaš v Avstrijo. Če bi mi nekdo... Mislim, da je Ptuj res znam potem. A veš, večina podjetij nekaj posluje z Avstrijo ali z Nemčijo, verjetno na avtomobilskem trgu. Če bi mi nekdo takrat rekel, Romano, ti boš večino prihodkov podjetja stvaril z ameriškimi podjetji, bi si mislil, pa ni šans. Ampak glej, v svetu IT-ja je vse mogoče. Zdaj, mene, se pravim, od nekdaj me je podjetništvo zanimalo, je pa me tudi nekako vse splošno zanimalo življenje, vse splošno so me zanimali zanimivi ljudje. Vedno sem nekako iskal neke vzornike, mentorje, ljudi, ki so dosegli več in jih nekako vedno pocukal za rokav. Že kot študent, ko sem šel na razna predavanja, pa sem po predavanjih malo profesorja ali pa kakega dobrega predavatelja malo vprašal, pa kaj bi vi meni svetovali, pa jaz razmišljam, da bi več. Sem nekako gotovo, da vsi uspešni ljudje so ti dejansko tudi pripravljeni prisluhniti. Zato se pač tu nikoli nisem stavil. Čeprav rečemo, da šele pri 28. letu sem jaz ustanovil podjetje. Samo povej mi, tega ne vem, ampak marsikdo se sprašuje, recimo, ne vem, nekdo gre na podjetniško pot, včasih nekateri izhajajo iz nekih podjetniških družin. Iz kakšne družine ti izhajaš, se pravi podjetniška, nepodjetniška? Nepodjetniška družina, se pravi celotna širša družina. Razen strica, ki je solastnik ene firme, vsi ostali redno zaposleni.
Tudi, nekako bi rekel, med prijatelji okrog, ko sem jaz razlagal, da bom jaz podjetnik in bom to, so bili tak, ok, kaj tale govori, ne, ampak veš, tako da ni bilo nekako nobene prisile ali pa nekega puša strani družine ali pa prijateljev, da bi šel v to, šel sem čist samostojno, ker me res, mogoče sem imel težave z avtoriteto, ne, že v srednji šoli sem bil glasen in veš, sem bil tak, kaj boš ti meni govoril, ne, varianta, ne. No, ampak če zdaj pogledaš nekaj let nazaj, se pravi to svojo pot, se pravi karierno in pa tudi osebnostno, ne, kaj po tvojem mnenju so bili neki taki mejniki, ki so rekli, a veš, lahko imamo zdaj nek mejnik, ki ni nujno, da je neka ekstremno eksponentna rast, ne, lahko pa vseeno, ne, je mala stopnička, ne. Razumem. Sam pa, ko se štejemo te korake skupaj, ne, Ja. je pa velik napredek. Kaj so bili recimo pri tebi neki mejniki? Prva stvar je ta, da sem probal vse mogoče. Nikoli mi ni bilo delo tuje, se pravi, kot študent že sem kelnaril, sem šel v Ameriko delati na gradbišče, veš, Francijo delati, pa sem nekako vedno začel tuhtati, kako lahko za čim manj dela, čim več zaslužim, ne? Ker to vidim, da me tam na gradbišču dela, to za ni najbolj pametno. Četudi sem si zaslužil za cele počitnice, medtem ko so kolegi bili v gostilnah cele dneve zaposleni, ne? Ampak neki taki prvi mejnik je bil, ko sem v bistvu svoj prvi startup skupaj z par sošolci naredil in nam je en profesor pokazal, glej, dejansko ti lahko ustvariš, ne vem, aplikacijo ali pa spletni produkt, za katerega nimaš zaloge ali pa, a veš, ti lahko kopijo tega v nedogled prodajaš, ne, in to je bilo meni ono... In te zaloga ne obremenjuje, ne? Zaloga te ne obremenjuje, nimaš tehnično nobenih drugih stroškov, kot da zadevca laufa, ne, in mi smo naredili svoj startup za gostince, ki smo, zdaj so QR kode zelo popularne, nekoč tega ni bilo, ne, smo dali QR kode na mizo, pa si poskeniral, pa si lahko naročil pa plačal, kar online, ne, in ti je na takar direkt prenesel. Ampak to je bil en veliki mejnik, ker smo 5 mesecev se zaprli, preselili na vikend od kolegove babice, ker nismo imeli več dovolj denarja za najemnine in starši so rekli, hej, treba bo službo, mi pa smo bili tako, ne, bomo mi kar delali. Ne, moraš se jaz mislim, da če si mlad, kaj pa imaš za izgubiti drugega kot čas, ne? Če nimaš družine, otrok, probaj. V worst case scenariju greš nazaj k staršem. Ok. Ne, to se mi zdi taka zelo zanimiva, pa tudi inspirativna zgodba, ne? Ker recimo za marsikatero ameriško, ni nujno, da je samo ameriška, ampak ker se pravi neka multinacionalka, vse se je začelo v nekih garažah, in tako naprej. Vi ste začeli na vikendu, tako da, veš, čez 10, 15, 20 let bo to prav zanimivo. Ja, to bo res zanimiva zgodba, ja. Slišati, ne? Ja. Ker meni se zdi skozi ta karierni oziroma pomik, pa sploh recimo skozi podjetništvo, ne? Če pogledamo, sploh recimo tam, ko se je v Sloveniji, se pravi v novo nastali državi Slovenija, začelo ustanavljati ogromno podjetij, ne? Se pravi leto 90, 91, tako naprej, nekateri tudi kakšno leto prej, ne, marsikdo je še vedno šel na to pot, ne, ok, zdaj pa bom jaz poskrbel zase, ne. A veš, in potem priješ, se pravi, do samostojnega podjetnika, se pravi, delaš, ok, par ljudi imaš okoli sebe, vse to je ok, ampak potem si star, ne vem, 60, 65 let in kaj? Veliko podjetij, ok, danes jih že prodajo ali pa vprašanje je, kaj se zgodi iz preklopa generacije v generacijo. Podjetništvo v tujini je pa le, ne, se pravi, začneš nekje, ti si omenil startup, ne, ampak že v osnovi ni nujno, ne, da boš to delal celo življenje. Absolutno ni nujno. Če bi mene takrat rekel, lej, ti boš fural agencijo 25 ljudi s strankami iz Amerike, iz Nemčije, iz Kanade, bi rekel, pa kaki, to je moj produkt, moja ideja, jaz gorim za tem in jaz bom samo to delal, ne. Mislim, veš, takrat je bilo par let nazaj, ne. Pol pa dejansko... In kje si dobil ta preskok? Se pravi, da podjetništvo ni, kot si rekel, ne, si želel
se pravi podjetništvo, pač nekaj več narediti, ampak kje je bil tisti preskok? Se pravi, da, da se ne držiš samo enega, ampak da si rekel, ok, dovolim si kaj več. Ne? Jaz mislim, da je zelo zaslužen za to bil en naš profesor, Jaka Lindič na magisteriju, na ekonomski fakulteti. On nam je glih predstavil tehnološko podjetništvo in nam pokazal pot startupov. In takrat nam je on dal tudi challenge, da za oceno neka 2 projekta in noben od teh se nam ni zdel zanimiv. Pa smo mi rekli, profesor, mi bi pa mogoče tale svoj produkt, moj natakar naredili in bil zelo navdušen, ne? In nas je on ravno kar, mislim, takrat je on nas spodbujal k temu, ne? Je pa rekel, fantje, ne biti zaljubljen v svojo idejo, ne? Ker to je velika past, ne? Če si ti zaljubljen, pol ti ne vidiš, kaj ti trg pravi, ne? Mi smo bili toliko zaljubljeni v svojo idejo, ne? Da smo bili čisto ignorantski, čeprav smo videli, da ne gre, ne, smo bili tako, pa še to bomo probali, pa še to, ne. Pol je nas stavila korona, dejansko, zanimivo, ne. Hvala koroni, ne. Ja, hvala koroni, ne. Ampak nisem pa se tam stavil, ne. Sem na poti spoznal zanimive ljudi, eni izmed teh so bili, je bila skupina programerjev, ne. In so rekli, pa ti bi prišel projekte voditi, take kot si to delal, ne, samo da je za druge, ne. Pa sem rekel, pa zdaj glih nimam druge ideje za startup, pa dajmo to probati, ne. Veš, in iz tega pol nastalo, ne, to razmišljanje, ne, ko vidiš, da gradiš tudi produkte za druge, ne, in si tak, wow, s kakimi vse področji se ljudje ukvarjajo. In ne vem, mogoče to nam je dalo, oziroma ja bi rekel, da mi je to kar dalo širino, pogled in v različne industrije, in v različne velikosti podjetij, in v različne potrebe, ampak rečemo temu realne potrebe trga, zakaj so ljudje pripravljeni plačati, ne. Tako da ne biti zaljubljen v svojo idejo, ne, ker jih boš imel še 10. Super. Mi smo prišli do trenutka, kjer bova midva z Romanotom naredila eno kratko pauzo, tako da vas pa povabim, da se nam pridružite čez nekaj trenutkov. Nadaljujemo dinamičen in zanimiv pogovor s podjetnikom. Romano, veliko sva se pogovarjala, pa tudi všeč mi je tvoj način razmišljanja, praktično v podjetništvu vse mogoče, a ne? Absolutno. In povej mi, se pravi, kaj so tvoje izkušnje, ki si jih ti, oziroma, kako si rekel, se pogovarjal z različnimi podjetniki, ne? Kaj ugotavljaš? Omenil si mi prej, eni želijo svoj produkt razviti do konca, res, da bo 100% deloval, ne? Ja. Kakšne so tvoje izkušnje glede tega? Glej, kaj bi ti svetoval, no? Jaz bi rekel tak, ne, zdaj, če imaš ti recimo nek, če imaš ti hardverski produkt, da ti res moraš pokazati prototip, da to deluje, ja, potem ja, ali pa recimo, ne vem, mizo ali pa nekaj, samo večino stvari ti lahko že vnaprej zdizajnaš, ne, ali imaš orodje za to, recimo v IT-u imaš design tool, kjer ti lahko zdizajniraš so programsko opremo vnaprej, prednje sploh greš graditi in dejansko pokažeš potencialnemu kupcu ali pa stranke, ne. In tako se izogneš zelo dolgemu razvoju in nepotrebnim stroškom, ki si bi kot bodoči podjetnik sam naredil z glih razvojem tega, ne, ker kar vsaj jaz opažam v IT-ju je, da ljudje nekaj zgradijo, ne, in potem grejo prodajati samo zato, da na koncu ugotovijo, da nihče ne rabi tega produkta, ne. In to je škoda, ne. Moraš obratno narediti. Probi najprej produkt prodati, probi najprej navdušiti stranko. To ti bo rešilo te probleme. Dajmo se dogovoriti za neko predplačilo, zavzameš neki are in potem, če imaš 5 ali pa 10 takih strank, potem greš šele graditi, ne. V najhujšem primeru rečeš, glejte, ne bomo tega gradili, tu vam vrnemo nazaj denar. Ja, to se mi zdi super strategija, ne, ker recimo sploh mogoče malo starejši, ne, v bistvu so res bili navajeni to, rabimo produkt, rabimo vse, ne. Rabimo denar. Rabimo denar, ne, in ravno
ker recimo enega tujega podjetnika, ki ga spremljam, pravi takole, ne, je rekel, da za podjetništvo, ne, pri nas v Sloveniji, recimo, vprašaš koga, ne, kaj potrebuješ za podjetništvo, ne, bo vsi rekli, potrebuješ denar. Ne. V tujini pravijo, potrebuješ idejo, ker če imaš idejo in če je ideja dobra, potem pridejo drugi z denarjem, z veseljem zraven. Absolutno. To recimo tudi opažam kot partner pri Silicon Gardens fundu, se pravi IT investicijski sklad, ki ravno investira v ideje in v, rečemo temu, preverjene ideje. Se pravi, če ti prideš do investitorja, do nas in rečeš, glej, jaz imam tole idejo, smo tako super, koliko jim pa si že to idejo prodal, ne? Če rečeš nič, ideje so poceni, ne? Če ti rečeš, jaz sem se že z 200 pogovarjal, 40 jih kaže, da bi tole kupili, ne vem, s 3 pa imamo že pismo o nameri, o nakupu, ne? Pol pa dajmo se dogovoriti, koliko pa rabiš, da dejansko ti recimo v primeru softvera to zgradiš in to so hitro lahko par 100 000 evrov cifra, ne? In zelo kompleksen proces, ampak ne glede na to, če ti ugotoviš, kaj drug res rabi, ne, in da je za to pripravljen plačati še nekaj najljubše, če še nekaj vnaprej, ne, bolj si na dobri poti. Pa naj bo to software ali pa, ne vem, neka najboljša nova šalica in, veš, Daj mi povej tako, kje pa si dobil ta pogum, da si upaš zaračunati to naprej? Ker jaz recimo, ko delam z ljudmi v različnih podjetjih, se zdaj to prodaja, vodenje, pogajanja, kakorkoli, ne, ravno ugotavljam, da jim manjka malo tega poguma, ne moramo reči samozavesti, ker to ne moram poguma pa samozavest dati v isti koš, ne. Kje si dobil ta pogum? Dejansko iz preteklih izkušenj poslovno tveganje, ko smo pri eni izmed prejšnjih podjetij ugotovili, ne, da nismo zaračunali vnaprej za najem naše ekipe, ki gradi produkt za njih, ne, in preprosto niso plačali, ne. Ti si ostal z ekipo 5 razvijalcev, ki so zelo dragi na mesec, ne, in je bila čista škoda, ne. In tudi nam se je to zgodilo prvo leto, ne, poslovanja, ko smo bili, sej razvijamo že 5 mesecev, pa vse plačujejo sproti, ne, za tisti mesec za nazaj, ne, kaj pa lahko gre narobe. Dokler en mesec ni zamude, pa še mesec pa pol zamude in potem se njihov management menja in rečejo, bomo malo počakali, ne, ti pa obstaneš z ogromnim stroškom, ne. Jaz sem imel to srečo, da sem imel dovolj denarnih zalog, da sem jaz lahko pokril 2 meseca celotno ekipo, ne, ampak to je bilo mogoče še kak mesec, pa mogoče nas več ne bi bilo, ne, in od takrat sem rekel, glej, tisti poslovni partner, ki je dovolj resen, tudi je pripravljen plačati, se pravi, kot neko predplačilo za celotno ekipo naprej. No, pa kje si dobil to spoznanje? Eno je izkušnja, ampak ker recimo z eno zadevo, s katero se tudi marsikdo srečuje to, ne, mi smo zdaj pač, ne vem, novi, mladi na trgu, nepoznani, nimamo, se pravi, veš, nekih XY referenc, veš, ne vem, ko začneš delati s tujimi podjetji, ne, kdo pa vi ste in tako naprej, ne. Kako pa ste tukaj rešili te stvari? Ja, prvih par projektov smo naredili na zaupanje, ne, manjših projektov. Potem pa, kako so prišli večji projekti, večje tveganje, smo tudi rekli, gledajte, sej ne rabi biti vse vnaprej predplačilo, ne, ampak dajmo recimo projekt razbiti na manjše trase, ne, še posebej, če je to 4-5 mesečni projekt, pa rečemo, 20% vnaprej, pol pa po vsakem dostavljenem mejniku plačilo, ne. In takrat, če je vse stranka plača in potem nadaljujemo, če pa ne plača, pa vemo, pač ne bomo mi nadaljevali, ne. Tako da... No, ampak to je smiselno, ne, ker v bistvu iz tega stališča pride do potrditve celotnega finančnega, recimo, če rečemo, celotne investicije v nek razvoj nekega projekta ali pa produkta, ne, ker tudi, če se management vmes zamenja, ne, imaš ti v bistvu že potrdilo za... Seveda. Za celotno plačilo, ne? Seveda, če pogledaš, to je na koncu isto kot pri gradnji hiše, ne.
Veš, če boš ti rekel gradbincu, ne, do 3. gradbene faze, ne, in boš rekel v celoti, ampak on ti bo pa rekel po fazah, ne, pa boš ti plačeval, ne, pač, če ne boš plačal, ja pač ti ne bomo do konca zgradili. Oboje stransko zavarovanje, ne, mora biti v korist obeh strank, ne. Nikoli v biznisu sem opazil zdaj, da nikoli ne sme biti win-lose. In moraš imeti tisti feeling tuj za stranke, če vidiš, da ni win-win situacija, da ni za tebe, ker jaz zastopam firmo in celotno mojo ekipo, in za stranko, če ni win, se pravi, da dobi to, kar si želi, potem, če se to ne izide, ne, potem ali eni ali drugi odkorakamo. In ja, na začetku je težko, še posebej, ko so kakšne večje vsote denarja v igri in si tak, ja, bomo tisti projekt naredili, ne. Pa na koncu vidiš, da so to taki pogoji, kjer lahko hitro gre kaj narobe, ne. In smo tudi odkorakali tudi od projekta za 350 000 evrov, lih v tem letu. Smo rekli, nažalost, preveliko tveganje za nas. Niste pripravljeni tega pa tega sprejeti, predplačila dati, mi pa tudi ne moramo na zaupanje tako velikega, pogodba gor ali dol. Papir prenese vse, ne? Papir prenese vse, ja, lahko pa tudi dolgoročno borbo, ampak nihče si ne želi tega, seveda. No, to se mi tudi zdi kot smiseln nasvet, kot ideja za marsikoga, ki stopa na kakršnokoli podjetniško pot, ne, da če ima vero vase, se pravi v smislu v idejo, v ekipo in tako naprej, se pravi, da bo to res naredili, izpeljali in če je pozitivni namen, a ne, in če se to na ta način tudi strankam prezentira, ker roko na srce, investicije v, tako si tudi sam rekel, ne, v ta, se pravi, v IT rešitve, ne, podjetja razumejo, ne, da v bistvu nekaj razvijaš vnaprej in da v bistvu, tako kot tudi pri proizvodnji, ne, recimo, kot si prej pokazal, miza, ne, tudi za mizo si rabo material, si rabo neke stroje, da si to obdelal in ljudje razumejo. Absolutno, absolutno. Zdaj, za vse bodoče podjetnike, ne, ki pa bi si želeli stopiti v svet podjetništva, je ne se pustiti. Ne si, kako bi rekel, dovoliti, da ti samo drugi narekujejo pogoje zaradi tega, ker si ti nov in ker si mali in joj in ne vem kaj. Ne, ti si podjetnik, ti zastopaš svojo ekipo, ti zastopaš svoj produkt, zastopaš kvaliteto, zastopaš svoj čas in si to pripravljen tudi ceniti in moraš eventualno ceniti sebe in svojo ekipo in svoje podjetje. To je ključnega pomena in ko ljudje, kako bi rekel, na drugi strani to začutijo, ne, pol je čisto druga igra. Seveda ni enostavno, ne. Ne. No, ampak še ena zadeva tukaj zraven je, ko si prej samo omenil, ne, da ste odstopili od tega projekta, ne. Ja. Po naših izkušnjah, ki jih imamo mi v ekipi ali pa tudi jaz sam osebno, jih ponavadi tako najbolj sladko, ne, ko se take stranke, ne, potem čez pol leta, leto, mogoče tudi čez daljše obdobje vrnejo, ne. Ja, absolutno. Takrat, ne, imamo popolnoma drugačno pogajalsko izhodišče. Absolutno, absolutno, se strinjam. Ker je lažje enkrat, se pravi, ko ti stranko rečeš, ne, pač, če niste pripravljeni, pa ne, pokažeš svojo mero resnosti. Absolutno, se strinjam. In odgovornosti. In tudi po tem, ko smo mi rekli ne, so rekli, da spoštujejo čisto našo odločitev in da tudi mi smo tudi utemeljene razloge podali, zakaj spoštujejo našo odločitev, mi smo še vedno zdaj v kontaktu, preko slej se bomo srečali na še kakem projektu in ne vem, tu v biznisu ni zamer, ne, veš, se pravi, mora biti win-win in tu smo začutili, da mogoče je malo preveliki risk na naši strani, kljub velikim vsotam, ampak pri našem rangu podjetja te lahko hitro, tudi en taki projekt, ne, pa si misliš, ja, pa se je 2 milijona prometa, ja, ampak če to predstavlja približno petino tvojega letnega prometa, en projekt te hitro lahko pokopa, ne. In ne samo, da tebe pokopa celotno ekipo in vse, kar si gradil, ne. Zelo hitro lahko grejo stvari narobe. Ja. Ampak recimo, zdaj pri tej hitri eksponentni rasti, ne, ki jo v startup svetu itak si vsi želijo, ne, vsi sanjajo o tem, kar, ja. Ja. Zagotovo si vmes tudi naletel na kakšne težave. Absolutno. In o teh težavah pa mogoče tudi kakšnim izhodiščem nadaljujemo v naslednjem delu.
težave v podjetništvu so verjetno nekaj, kar se dogaja dnevno. Ne? Vsaki dan. Vsaki dan. Ja. Ampak vseeno, recimo pri tej eksponentni rasti, ki ste jo vi zdaj naredili v zadnjem obdobju, ne? Ja. Kaj so recimo tako, če bi zdaj sebe pogledal za leto, dve nazaj, ne, kakšen nasvet bi si kaj dal? Ne? Joj, delegiraj in to delegiraj čim prej. Ja. Ne si misliti, da lahko samo ti ene določene stvari narediš, ker če jih nekdo drug lahko naredi 80 ali pa 70% good enough, kot jih lahko ti, pol jih delegiraj. Ukvarjaj se, če bi samo o sebi, ne ukvarjaj se z nekimi ultramalenkostmi, ki niso pomembne za rast podjetja. Veš, kaj bomo zdaj tam na spletni strani tako ali malo drugače zapisali. Veš, te neki detajli, ki se vloviš, pa si misliš, kako je to zelo pomembno, da zdaj to kristalno jasno povem. Pa vidiš, kako ljudje gledajo, recimo na tvojo spletno stran, pa malo scrollajo, ne, in pol pogruntaš, ljudje gledajo z očmi, ne, in vidijo, če je lepo zgleda, če je profesionalno, ok, to pa to tekst, kdo gre to brati? Primer, ne. Se pravi, delegirati, ne se zatikati za male stvari, pa čim prej najdi, jaz temu pravim, mi imamo v ekipi šarke, ne, se pravi, lovce, morske pse, v ožji ekipi, ki gorijo z isto vizijo, ne. To je zelo pomembno. Če želiš graditi podjetje, če želiš hitro rasti, rabiš ljudi, ki so na isti valovni dolžini. Kako pa si ego umiril pri teh šarkih? Rečemo sam, da vsi smo zelo odprti in se tudi imamo dvotedenske sestanke, kjer se odprto pogovarjamo uro pa pol samo o tem, kaj je tebe motilo, kaj je bilo dobro narejeno v zadnjih 2 tednih, kaj je bilo slabo narejeno in kako se lahko izboljšamo. In tam je prostor, kjer naslovimo ravno to, ti si bil ego, ti si rekel, tega ne bom, to ne bo, kako je to zvenelo pri drugem delu ekipe, ne? A veš, pa ja, sem direktor, ja, imamo hierarhijo postavljeno, ampak vseeno, ko imaš ožje člane, ne, in želiš imeti vse na istem imenovalcu, ne, potem moramo vsi biti na isti liniji kot osebe, kot ljudje. Ni ono, zato ker sem jaz direktor, tak bo, ne. Tak ne boš daleč prišel. No in kje si to spoznanje ujel? Ta je dobra. Jaz bi rekel, da več prebranih knjig, recimo... Kakšna posebna, ki bi Ja, priporočal? absolutno. Stephen Covey, 7 Habits of niso highly successful, ampak so... Motivated people? Ja, 7 Habits of highly effective people. Highly effective people. In tam je bilo takih 7 ključnih spoznanj, od tega, da deluje win-win, do tega, da poslušaj druge, ne, do tega, da zadrži svoje mnenje, če ni pozitivno v tistem momentu, ne. Veš, in je pa tudi povezano to z, mi temu pravimo, agilno vodenje projektov, ne. V IT-ju je pa to še posebej izrazito, kjer so na dvotedenski ravni predpisani retrospektivni sestanki znotraj ekipe razvijalcev, projektnih vodij. In jaz, ko sem bil projektni vodja, ne, ja, se ti vodiš projekt, ampak vseeno se ti moraš zelo dobro razumeti s temi ljudmi, da razumejo, kaj ti želiš, ker ti jim lahko poveš, ja, to se mora tak pa tak zgoditi, ampak oni to morajo dejansko izvesti. Se pravi, morajo tebe razumeti zahteve projekta, pa morajo razumeti dejansko neko vizijo, ne. In to lahko potem tudi na ravni podjetja narediš. Kako pa gledaš na to, ne, rekel si, ok, delegirati, ne, čim več stvari dati za to, da drugi delajo. Jaz vedno tako pravim, ne, vodja je tisti, ki določa smer. Sodelavci so tisti, ki nalogo naredijo in na koncu je cilj uresničen, ali pa ni, ne? In kako pa gledaš, se pravi, na razvoj ljudi okoli sebe, ne? Ker v končni fazi, a veš, da jaz lahko nekomu delegiram, moram imeti nekoga, ki vem, da bo saj, tako kot si sam rekel, 70-80% enako dobro naredil kot... Ja, moraš najti, se pravim, ljudi, ki so tudi dobri vodje sami pod sebi, ne. Se pravi, ne samo, da so šarki, ne, kar pomeni, da znajo tudi svoj ego kontrolirati, morajo imeti tudi
to vodstveno sposobnost, kar jo nima vsak. Ne. Ampak to je dejansko ti nekako povezano glih z egom. Ne. Če ti lahko svoj ego kontroliraš, če ti razumeš win-win mentaliteto, ne, da bomo vsi zmagali ali pa več deležnikov. Ali pa vsi izgubili. Ne. Pa če razumeš to, da gremo vsi po neki poti in vsi imamo nek cilj, ne, pol to ni tak veliki problem več. Tako da jaz bi rekel, da probi najti ljudi, ki so pametnejši od tebe na svojem področju. Če si, veš, razlika je med obrtnikom pa podjetnikom, recimo, ne. Podjetnik bo tisti, ki bo prepoznal svoje slabosti in bo najdel ljudi, ki so top shit na tem področju, da to tvoje, recimo, ne vem, jaz znam nekaj malega programirati, nisem ekspert v nobenem, pa vodim programersko firmo, ne. A veš, pač ti moraš najti ljudi, ki so top na svojem področju, recimo tehnično, in ki imajo vodstveno sposobnost. Ne. Mogoče je ta razlika med temi različnimi generacijami, ne, kjer v bistvu starejši, ne, ima malo več tega, zdaj, če sem se jaz, ne vem, mogel vsega sam naučiti, ker tu pridemo takoj do ego problema, ne. Potem se tudi on more sam naučiti, ne. To imamo recimo v večjih podjetjih starejših ponovadi težave v tem, ne, kako iz starejših prenašati na mlajšo generacijo. Se more sam naučiti, ne. Nima se časa učiti. Ne, pač... Ti si tukaj 20-30 let, ti si tisti, ki in od tebe pričakujem, ne, da boš to znanje predal. Ja, in temu se reče mentoriranje, ne. Saj dejansko v podjetju tudi drugemu pomagamo, mentoriramo, pokažemo pot, ne. Je pa res, da recimo česa pa ni, oziroma kar jaz ne toleriram, je to, da nekdo pride do mene s problemom, pa nima nobenega vsaj predloga, ne? Ker to pomeni, da ti nekaj reče, jaz imam ta pa ta problem, žogica je na tebi, ti se ukvarjaj s tem, ne? Ne. Jaz temu rečem pritoževanje. Ja. Ko pa pride človek z idejo, ni nujno, da bomo njegovo upoštevali. Absolutno. Kako si sam tudi rekel, je pa v bistvu to že vsaj razmišljal je. Absolutno. Na zadnje sem videl eno dobro metodo 1-3-1, ne. En problem, ki je zelo definiran, že reši pol problema, ne. 3 predloge, kaj lahko na to narediš, ne. Pa ena odločitev, ki jo na koncu skupaj sprejmeš, ne. In tako lahko zelo efektivno, tako smo prej rekla, ne, ta vsakodnevne probleme, vsak dan izzive, nekaj, ki jih imamo, ne, efektivno tudi rešujemo, ne. Se pravi, sodelavci med sabo si pomagamo, dajemo, sugeriramo, brainstormamo, ampak nekdo pa na koncu vodja pa mora biti tisti, ki sprejme eno odločitev, tudi če je v tistem momentu napačna, ne, a veš, se ne moreš vedeti, ali je prava ali ni prava, ne. Za čisti sam zaključek, imamo še nekaj časa. Velikokrat slišim tako različne, ampak to je različno tudi med generacijami, ne? Reče tako, delati z ljudmi je težko. Kakšen je tvoj pogled na to? Jaz delam z najboljšimi prijatelji, ne. Jaz delam z najboljšimi prijatelji in pravijo, ne mešaj teh stvari, ne. Ampak nam uspeva in to zelo lepo uspeva. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo jasne meje, pa znamo jasno razčistiti, jaz sem tu v vlogi direktorja ali pa jaz sem tu v vlogi prijatelja. In tudi povem, ko podam konstruktivno kritiko, rečem, jaz sem tukaj zdaj kot direktor, to pa to ni bilo v redu, ne, ti si taki pa taki, ampak to pa to dejanje ni bilo v redu, pričakovanja so taka pa taka, za v prihodnje vemo, kaj narediti, ne. Drugo pa je, ne, veš, se včasih tudi malo kdaj ujamemo, ne, pa smo taki, je malo ihte, ampak smo tako, dajmo pustiti prijateljstvo na miru, dajmo govoriti o biznisu naprej, ne. Zdaj drugače, za bilo koga bo to zanimalo, ne, mi dajemo tudi vsakodnevne nasvete na LinkedInu, tako da lahko ljudje pogledajo na Romano Pravdič na LinkedInu ali pa na naši spletni strani cloud9devs.com. Ne govorimo samo o tem naših storitvah, ne, ampak tudi o vsakodnevnih izzivih dela z ljudmi in kako se dejansko mi tega Odlično. Romano, mogoče še ena zaključna misel za konec iz tvoje strani? Upaj si,
ne se ustaviti, se pravi, predvsem mladim podjetnikom, ki imajo idejo, ki imajo tisti, ki čutijo v nekaj v sebi, da pač so drugačni od vseh ostalih, ne se ustaviti, ne si reči, to pa ni za mene. Tudi če ti vsi ostali rečejo, nehi neumnost, zrihti si službo, bodi kot vsi ostali, ne bodi. Idi za tistim, kar čutiš, ker to je najbolj pomembno in to te bo vodilo skozi celo življenje. Če pa nisi ziher, pa mi komot, napiši mi na LinkedIn message, pa sem komot dobila, pa bom res probal pomagati, koliko se da. Super. Romano, hvala ti. Dragi gledalci, drage gledalke, mi smo prišli do konca današnje oddaje. Verjamem, da ste v izjemno dinamičnem pogovoru z Romanom tudi vi uživali. Tako da vse tiste, ki boste to gledali večkrat, tako kot je Romano že sam rekel, v primeru, da potrebujete kakšen nasvet ali pa karkoli, poiščite ga na LinkedInu ali pa kjerkoli drugje. Vse vas pa tudi povabim, da se nam ponovno pridružite v naslednjem tednu v novi oddaji Moja kariera, kjer bomo zagotovo gostili tudi kakšnega novega ali novo zanimivo gostjo ali gosta. Hvala lepa in lep pozdrav.